Lepo zdrav od nas treh z Konjskega vrha. Ta vrh nima ime po gospe Capri, je to ime imel že prej. In tukaj na mizi je dekoracija. Tale posodica je seveda z jabolki za kapro. Ja. Mislim, da ne bo dolgo kapra zraven naju, dokler bodo jabolka, bo kapra z nama. Ja, tako je. Torej, snemamo na cvetno nedeljo, popoldne, vi pa, z vama pa se družimo, mi trije pa se z vami družimo v ponedeljku velikega tedna, pomenljivega predvsem z mnogimi sporočili, ampak predvsem sporočilom pomena medsebojnega sočutja. Tega, kako pomembno je, da v trenutkih, ko doživljamo težo življenja, stisko, preprosto nismo sami, Kapra zdaj pa ni več. Zdaj bo pa konec. Ja, konec je. Veš kaj, ona vidiš one krožnike, zato bom jaz, oprostite, tele krožnike prikril, da nas bo Kapra pustila pri miru in se bomo lahko posvetili temi. Torej, dala se je pa naslov sočutju, to lažeča bližina. Žal Kapra ni več. In veliki teden je v znamenju trpljenja, ki pa se potem vseeno konča srečno, pozitivno. Ja. In ljudje velikokrat vstopimo v trpljenje in običajno zelo težko vidimo tisti pozitiven zaključek na koncu. Ja, sami ga celo težko, ker nam trpljenje, stiska zatemni oči. In zato je tako zelo pomembno, da se v trpljenju, v stiski ne osamimo. Pred leti sem zapisal knjigo z izzivalnim naslovom, Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji kot toliko trpečih. In odgovor v tej knjigi je pravzaprav sporočilo velikega tedna. Odgovor je v sočutni prisotnosti. In ta veliki teden nam govori, kako Jezus dejansko vstopi v bolečino, vstopi v stisko, vstopi v smrt, vstopi v tisto predsmrtno doživljanje, da mi v, bi rekel, najbolj bolečih izkustvih ne bi bili sami. Veliki teden govori o tej božji sklonjenosti k našemu trpljenju. In sami vemo že matematično minus, pa minus da plus, in ko je ob tebi nekdo, ki je tudi dal nekaj skozi, ki je trpel, ki ima svojo zgodbo in pride k tebi, k tvoji zgodbi, potem je pravzaprav on sam po sebi tista sočutna prisotnost. In v tem velikem tednu so razni obredi in v bistvu tudi razne molitve, recimo stare molitve križevega pota. Ampak zakaj so ljudje molili te molitve? Zato, da so takšni, kot so bili, zaznamovani z osebno stisko, dejansko prebujali v sebi zaznavo te božje prisotnosti, ki jih je potem umirjala, ki jih je krepila, ki jim je dajala moči. Ali pa recimo v slovenskem narodu je bila bližnja našemu čutenju tudi Marija, tudi žalostna mati Božja, so rekli. Zakaj? Ker so, gledajte, koliko je dal naš narod skozi trpljenja. Kaj so doživljale matere, recimo, ko so morale gledati otroke, ki so odhajali v vojsko, ko ni bilo dovolj, oziroma je bilo minimalno za preživetje. Potem so se zatekale k žalostni materi Božji, zato da v svoji žalosti, v svoji stiski, v svoji ranjenosti niso bile same. Da so na duhovnem nivoju doživljale tisto prebujeno prisotnost, ki je bila za njih tolažeča, ki jih je krepila, ki jim je dala moči. Ampak zelo težko je pristopiti k nekomu, ki trpi. Ne veš, kako naj pristopiš. Tukaj imamo ljudje velikokrat zelo velike težave, ker ne veš, kaj naj rečeš, ali naj sploh kaj rečeš, se potem velikokrat tudi umakneš. Ja, imam razne primere, ko je ljudi res doletela huda stiska, nesreča predvsem. Posebej imam v spominu nekaj primerov, ko je nekdo povzročil nesrečo tudi za smrtnim izidom in potem je bil
teoretično ni bil kriv, ne, ampak dejansko so ga ljudje pustili sami, ker niso vedeli, kaj naj jim rečejo. Ne. Tu je treba vedeti, da veste, se ta odnos, ko prideš k trpečemu, dogodi sam po sebi spontano. Zelo nevarno je, če ti trpečemu pametuješ. Ne? Ti preprosto mu moraš ponuditi sebe, svojo sočutno doživljajsko resničnost v prisotnost. In potem se dogodi samo po sebi. In običajno vodi srečanje trpeči, žalujoči. In on nakaže, ali potrebuje objem, ali potrebuje dotik, ali potrebuje tvoje tiho prisotnost. Tu, če bi mu začel kaj pametovati, ne, umolkneš, ker vidiš, da ni umestno. Dejansko tvoja beseda se ne uleže v njega, ampak se odbije in ti sporoči, ne bodi pameten, bodi samo sočuten. Ne. Ker ko je bolečina najgloblja, takrat, veste, pamet odpove, teorija odpove. Takrat je tolažeček in krepčina samo prisotnost. Mi v cerkvi pravimo Evharistija, ne, da je sakrament vidno znamenje nevidne milosti. Ne. Pred nami je hostija, dejansko pa gre za prežeto z Božjo ljubeznijo, ne, z Božjo prisotnostjo. In tako smo mi tudi drugemu sakrament v vidni podobi. Ne. Ti si ob nekom, preprosto si, samo si z njim in sočutiš. In takrat se brez besed pretakajo tiste, bi rekel, srčne moči in trpečega, žalujočega okrepijo, da zmore prenašati, da zmore dejansko preiti tudi obdobje trpljenja, obdobje stiske in dočakati zopet, bi rekel, tisto vstajensko jutro, ki ga bomo doživeli tudi v velikonočnem prazniku ob koncu tega tedna, na veliko noč. Prej pa je marsikaj bomo slišali, marsikaj bomo doživljali in bi res fino bilo, da doživljamo to kot Božjo sklonjenost k naši realnosti, ne? In sporočilo, ne, da se povrnemo k pristnosti sočutja, ne? Da prenehamo s to tujostjo, ki se ponovadi izrazi, ko te nekdo vpraša, kak si, pa takoj odgovorimo dobro, pa še na boljš kaže. Ne, da tudi povemo, danes imam pa težek dan. Imam recimo danes utrujen dan, kar se verjetno opazi, ampak glejte, ko to poveš, ne, in drugi dejansko to sprejme, te zazna v tem, se že pretaka okropitev, ne, se že njemu omogočil sočutje. Če pa rečeš, dobro, pa še ne boš kaže, pa dejansko tisto možno sočutno zaznavnost preprosto odbiješ, mi jo pa rabimo. Ne. Ampak pri tem premagovanju bolečine, trpljenja nam ne pomagajo le ljudje, pač pa tudi celo stvarstvo, živali. Celo stvarstvo. Ja, to je zanimivo. Ne? Bi rekel, zdaj vidite, da nad Svetno nedeljo malce tudi sneži na Konjskem vrhu. Ne? Pravimo v cerkvi, da je Bog stvarnik, ne? Ampak vse, kar je ustvarjeno, ustvar-dano, dejansko nosi znamenje njegove ljubezni, vse valovi k nam v krepčilni moči. Ampak preden, recimo, rečemo, stvarstvo valovi v naklonjenosti do nas, ne, je zelo fino, da smo božanski tudi mi, ne, ko dejansko posnemamo to sklonjenost drug k drugemu in se ne puščamo osamljene. Ne. To mora biti, bi rekel, kot zakon, ki je zapisan v našo zavest, ko je hudo, se ne osami, ne, se ne smeš osamiti. Ko ti je lepo, pa ti je fajn, si lahko tudi sam. Ne. Ampak ko ti je pa hudo, pa ne smeš biti sam. Ne. Takrat je potrebno poiskati, vedeti moraš, ko ti je dobro, moraš vedeti, kdo je tvoja sočutna opora, komu se lahko zatečeš. Zelo fino je, da je to v družini, ne, kjer se sprejemamo v realnosti, kjer drugega zaznavamo.
Ko vidi mož, ko pride žena domov, pa je nataknjena. To pomeni, da jo je nekaj nataknilo, torej, da jo je nekaj zbodlo, da jo je nekaj prizadelo in da dejansko se ji približa na ta način, da lahko spregovori, ker mi najbližjim najbolj pokažemo svojo doživljajsko resničnost. Ne? Ko ti prideš domov, dejansko ti ni treba več igrati pričakovane vloge uspešnega, nasmejanega, vedno razpoloženega človeka, ampak dejansko s plaščem odložiš tudi tisto, kar si moral prej odigrati, masko, pričakovano obnašanje in pokažeš, običajno na simbolni ravni. Ne? Že zvenenje glasu to kaže, seveda pa najbolj pokažemo tudi z reakcijami, ker hočemo v bližnjih vzbuditi to, kar sami doživljamo. In če nas je nekaj obremenilo, ne, bomo pač težili najbližjim, ker nas teži. Ne. Če je vse v redu, bo vse v redu. Ne. In takrat je vedno potrebno, ko nekdo pride, zaznati njegovo doživljajsko resničnost in mu omogočiti, da v njej ne bo osamljen. Ne samo v odnosu moža-žena, tudi v odnosu otroci. Ne. Otroci marsikaj doživljajo in je zelo težko, če morajo tudi doma odigrati pričakovano vlogo, da je dobro, da je vse dobro in da še najboljš kaže, da ni nobenega problema. Ne. Tudi otroci imajo stiske, imajo probleme. Ravno v teh dneh sem bil priča trpinčenju v šoli, ne, ko se otrok ni upal izraziti, kaj doživlja, ne, strani tistih, ob katerih to ne bi smel doživljati. Ne. In ne, ko vidiš otroka, ne, mu moraš zastavljati tudi osebne vprašanja. Kako ti je bilo danes v šoli, potem pa kaj te je razveselilo, kaj te je prizadelo, kaj narediš, ko trpiš, ko si v stiski, kako si takrat pomagaš, ko ni moje prisotnosti, kdo v šoli je tista bližina, ob kateri se umiriš, ki ti je v oporo. To so zelo pomembna, bistvena vprašanja, da lahko otrok vzdrži v realnosti naše razpetosti med dobro in hudo, ne? Ker vsekakor doživljamo tudi hudo in hudo moramo znati izraziti. Mi bi se mogli naučiti izražati to, kar nas obremeni in si tudi zastavljati takšne vprašanja, da nas odprejo v obnebje bližine, da lahko damo iz sebe to, kar nosimo v sebi in bi ostalo drugače v nas kot eno breme. Seveda pa, kot si rekla, je tudi stvarstvo, tisto podporno. Smo že govorili o barvah, ne? Kako barve valovijo, vse je valovanje, ki se nas dotika in zanimivo v vsakem obdobju krepčilno, ne? Na ta način, da nas opolnomoči, da lažje vzdržimo oziroma zmoremo tiste napore, ki so v določenem letnem času. Ne? Zima, drevesa kot palice, kot stebrik, da zdržimo. Ne? Sedaj zeleni vse, kmalu bo zacvetelo celo tukaj na Konjskem vrhu. Zato da nas ne, koliko tega je, da je za Kraš čar, lepoto in podporo. Ne? Mnogi vnesejo v svoje domove cvetje, ne? Da si ozaljšajo. Poglejte naš dom, planetarni dom, zemeljski dom, kako lepo je okrašen, kako lepo je ozaljšan, da bi nas razveseljeval, da bi nas krepil, da bi nam dajal moči, da bi nam dajal podporo. Ja, včasih tudi takrat, ko smo brez sočutne človeške bližine. Ne? Zemlja je vedno mati. Ko sem sam doživljal pregorelost ali pa obdobje po možganski kapi, živali so bile izjemno sočutne podpornice. Se spominjam posebej enega prizora, ko sem to zaznal, kako smo vsi v stvarstvu povezani, ne? Z vsem. Ne? Ko je nastajala komuna na Razborju pod Liso in je bilo res ogromno naporov s to pripravo, s sprejetjem teh mladih fantov, ne, ki so se osvobajali iz zank odvisnosti. Sem se neke noči
peljal proti Razborju in res tako globoko stisko, v kateri bi nujno potreboval sočutno bližino. Pa Bog je rekel, si pater, imaš Boga. Ja, Bog je duhovna podpora, ne? Ampak ti rabiš tudi sočutje, srčno podporo, ne? Srčno bližino, obnebje ljubečih bližin, ki te srčijo, ki te na ta način krepijo, pa takrat ni bilo tega. In sem videl v soju žarometov, sem videl 3 srne, ki so stale na cesti, in sem pač zmanjšal svetlobo in pričakoval, da se bo umaknile, pa se niso. In potem sem čist počas pripeljal in se čudil, zakaj se ne umaknejo. In potem sem odprl okno in smo se tako blizu gledali. Ne. One so čakale, da v bistvu so mi dale moč, ne, ker ni bilo človeka. Ne, tudi kapra je izjemna fehterca glede jabolk, ampak je tudi izjemno sočutna bližina in upam, da sem tudi jaz za njo tisti srčnež, ki lepša njene zemeljske dni. Zagotovo. Ja, tako. In kakšne so želje, kako preživeti ta teden? Ja, v zavedanju, da smo drug drugemu dragoceni, v sklonjenosti, sočutni sklonjenosti. Tisti, ki, ne bom rekel, ki so verni, ki zahajajo v cerkev, bodo to doživeli izjemno tudi v obredih velikega tedna, posebej še četrtek, petek, sobota in seveda zmagovita nedelja. Ostali pa drugače. Srečujem ljudi, veste, ki so tako, sicer ne zahajajo v cerkev, so pa izjemno, bi rekel, duhovno prodorni, zaznavni, mistični, res jih, dejansko so mi v marsičem zgled. Oni pa tudi za sporočilom, ne, da so s tem, kar so, zakrament srca, v naklonjenosti do tistih, ki jih srečajo na poti življenja, ob domačih tudi tistih, kateri nas pritegne ljubezen. Khalil Gibran je zapisal, ko te pokliče ljubezen, daj odgovor. Ne? Obenem pa si moramo priznati, da tudi mi, recimo tudi oni, potrebujejo to ljubečo sklonjenost, ne? To obnebje sočutne zaznavnosti, zaradi katerih lažje zmoremo marsikaj, zaradi katerih bomo ob koncu tedna s pogledom drug v drugega dejansko lahko nazdravili v veliki noči, ki sporoča, da je svetloba močnejša od teme in da je na koncu koncev, veste, vedno dobrota tista, ki premaga zlo. To je zapisano tudi v stvarstvu, kot je kozmična zakonitost, ki se je ne da premagati. Tudi če bi kdo hotel z raznimi manipulacijami, je to dejansko nepremagljivo in to je tudi razlog velikonočnega optimizma. Ne samo, da je življenje močnejše od smrti, ampak tudi to, da je dobrota na koncu koncev močnejša od hudega in zla. In danes samo še lep pozdrav z Kranjskega Vrha in se vidimo zopet na velikonočni ponedeljek. Ja, lep pozdrav.